Zlatko Zevnik, predsednik Turistično-olepševalnega društva Ponikva, je oseba, ki skrbi za prepoznavnost Ponikve in živahnega utripa v kraju. V seriji filmov Zgodbe naših ljudi predstavljamo krajane, ki s svojim predanim delom, znanjem in kreativnostjo zaznamujejo življenje v skupnosti in skrbijo za prepoznavnost Šentjurja. Dobrodošli med Šentjurčani. V osnovi nisem bil Ponkovljan, sem se priženil dobrih 30 let nazaj in enostavno te potegnejo stvari, ki ti potegne življenje. Otroci, šola, vrtec prej in se poskušaš tako drugače udejstvovati v zadevah, zato da bi zadeve boljše stekle. In potem prideš pa tudi ti na vrste in tako padel tudi turizem nekako že skoraj lahko rekel od vsega začetka. Bil sem med tudi ustanovnimi člani društva. S tem, da sem samo vlogo predsednika prevzel zgodaj spomladi 2007. Sem tretji predsednik. Najstarejši med našimi 3 ponkovškimi možmi, po katerih imenujemo tudi Ponkovško pot, krožno, ki jo imamo, je Mihael Zagajšek. Znan je kot slovničar, ustvarjal je v času Vodnika, deloval je na Kalobju, nekoliko odmaknjen, bom rekel, iz sredine krajinskega prostora, ampak v vsakem primeru ima velike zasluge in pomen pri ustvarjanju podobe jezika. Najbolj znan naš je nedvomno Anton Martin Slomšek, rojen na Slomu, duhovnik, škof, vsestranski ustvarjalec, tako sam pisec knjig, kot tudi ustanovitelj skozi škofijo Mohorjeve družbe, ki je izdala knjige. Ne pomembna stvar, a pa mogoče celo zelo pomembna z narodnega vidika je predstavitev sedeža škofije, katero je predstavil Sveta Draža v Maribor. S tem je začrtal namreč jezikovne meje tega prostora, tako na eni strani proti Avstriji, kot na drugi proti Madžarski. Tretji, najmlajši med njimi, rojen 1821. leta, je Blaž Kocelj. Blaž Kocelj je prav tako bil duhovnik, deloval je sicer kasneje kot profesor, izstopil je namreč iz samega poklica, oziroma se ni bil več aktiven, pač pa je deloval tako kot pisec literature, kot na drugi strani, predvsem potem je poznan kot avtor šolskih atlasov. Kar nekaj zdaj je bilo, v Avstriji izhaja šolski atlas z njegovim imenom še danes, kot Neukocen atlas. V Sloveniji ga pa skoraj ne poznamo, tako da je prav, da se širi poznavanje med ljudmi o človeku, ki je obstajal, ki je pustil pečat na tem področju in je naš rojak. Ponikva se ponaša kar z nekaj naravnimi znamenitostmi. Najbolj čisto tako naravna je naša velikonočnica, ki cvete zgodaj spomladi, je zaščitena rastlina v slovenskem prostoru, bom rekel, največje rastišče, tako da je precej ogrožena. V letnih primerkih govorimo okrog povprečja okoli 900 cvetov, letno pa niha od lanskih 1400 do letošnjih 590-600. Druga zadeva je zaščiten kostanjev drevored, ki je bil postavljen takoj po zgradnji železnice 1846. leta. Ime Ponikva izhaja iz Ponikev. Zato tudi marsikdo, ki pride z drugih krajev Slovenije, naglasuje to kot Ponikva. Pri nas pač pravimo, da smo Ponikva, Ponkovljani, povezane pa s kraškim svetom. To je celinski kras, katerega je ogromno skozi svojo geološke aktivnosti raziskoval dr. Stanko Buser, tudi naš krajan, žal tudi pokojen, ki je opozarjal na te značilnosti in jih tudi na terenu opažamo. Tudi naše povezovalne te pohodne poti vodijo po teh točkah. To so od kraških izvirov, kraški ponori, velikonočnico smo že prej omenili, tudi manjše kraške ni jame, pač pa manjše luknje, rečemo temu, ker se da videti ta kraški svet z temi tudi kakšnimi kapniki in podobnimi zadevami. Voda, ki bruha spomladi iz, bom rekel, kar izpod skale ven. Naša osrednja prireditev na Ponikvi je Martinovanje. To je jesenska prireditev, posvečena je cerkvi svetega Martina, ki je tudi ena od kulturnih znamenitosti. Baročna cerkev z unikatnimi poslikavami, zelo bogata, med večjimi v tem prostoru. Zato je tudi takrat to naše Martinovanje nekako razdeljeno v 3-dnevno prireditev, kjer vedno pripravljamo neko etnološko razstavo na neko temo.
od kruha do, bom rekel, ponkoških fotografov, do železnice, sadovnjaki na Ponikvi in podobno. Potem seveda pa mimo pri martinovanju, mimo mošta oziroma vina ne gre in dobrot, ki jih pripravijo naše gospodinje, tako da se ta 3-dnevna prireditev nekako potem izpelje v nedeljo, ko se tudi zaključi popoldne, dopoldne je še krst mošta po slavnostni maši. Mi pripravljamo sicer še tudi druge prireditve, kot je jesenska prireditev, to je pri nas pa diši, kjer poudarjamo, bom rekel, gospodinski del. Spomladi pripravljamo tradicionalno salamjado, tako da imamo moški in ženski del prireditev. Imamo kocenove dneve, kjer so posvečeni promoviranju kocena in pa naravoslovnih znanosti. Tako da prireditev nam ne zmanjka, seveda vse to ne gre brez ljudi, vseh teh, ki to pripravljajo oziroma pripravljamo. Kar nekaj prostovoljcev, ki je potreba vključiti v vse te zadeve. Zaenkrat nekako nam kar uspeva, moram priznati, da je udeležba ljudi in tudi zanimanje ljudi za same prireditve dosti veliko. Upamo, da bo to ostalo oziroma da bo še se povečalo. Poskušamo jim približati, da je to njihov način, bom rekel, oni tukaj živijo, oni si morajo tukaj ustvariti tisto, kar hočejo imeti, ker velik del sanja pa razmišlja o tem, kako je seveda pri sosedovih najboljše, pa je to 10 km, 20 ali pa 100 km ali pa še kje drugje. Jaz pa ugotavljam vsaj za sebe, lahko trdim, da mi tukaj nič ne manjka, če tako rečem. Jaz, ko grem, pa slikam koše za smeti, klopce slikam, krajinske ureditve slikam in ono in tretje pa rože in tako naprej. Ne. Pravim, da si deformiran potem, ali pa že imaš v osnovi to tisto in z tega potem tudi živiš. Zato pravim, da je turizem način življenja na nek način. A ne? Tako da jaz sem teh slik in vsega tega malo morje, tako da kaj mi damo. Na eni strani se mi zdi, da smo nekako še podhranjeni, čeprav mislim, da že lahko tudi dajemo. Potem skrbimo za preko 50 rožnih korit, katere prostovoljke zalivajo, ker so to razmeščene po kraju in to je ob informacijskih tablah, smernih tablah, plakatnih tablah, tako da je to prijetno za videti in hkrati informativno. Spominski park, ki ga tudi mi urejamo, redno kosimo in to, kjer je tudi vodnjak, vodno korito, od časa prvega vodovoda, ki je bil leta 1932 na Ponikvi narejen kot javni vodovod. Tako da povezujemo preteklost s sedanjostjo in pravim tudi za prihodnost. Poskušamo varovati tisto, kar se še da obvarovati, da se bo dalo to videti za prihodnji rodovi. Lahko pa še kaj dodaja. Moče se ustavim kar tukaj, kjer smo že ravno sedaj. Govorili smo o slomškovem orehu, mogočnem orehu. Kot rečeno, v priliki ureditve smo posadili tega. Ne? Jaz pravim, ni mogočen, ampak ima pa perspektivo. Tako računam, da je tudi s ponkoškim turizmom in da bo tako kot ta oreh tudi ponkoški turizem prosperiral naprej. Ja, dobrodošli na Ponikvi. V vseh letnih časih se nekaj najde za vsakogar pač po lastnem izboru. Najboljše večkrat na leto.